Ena od nevarnosti, ki smo se jo v času teh zadnjih let, ko smo imeli to odgovornost vodenja države ali pa izvršilne oblasti na svojih ramenih, uspešno izognili, v preteklosti pa so drugi o tem predvsem govorili, je tudi vprašanje tako imenovane samoomejitve. Slovenska demokratska stranka je edina stranka v Sloveniji, ki je že na začetku tega mandata uvedla nezdružljivost političnih funkcij v vodstvu stranke in funkcij v upravah in nadzornih organih podjetij v državni lasti. Ta vlada je prva vlada v zgodovini slovenske države, ki je uvedla enako nezdružljivost najvišjih funkcij v vladi, ministrov, državnih sekretarjev z funkcijami v nadzornih svetih in drugih organih v javnih podjetjih ali gospodarskih družbah v državni lasti. Naša konkurenca danes govori o tem, kako bo to storila. Mogoče bo, doslej ni. In če misli resno, potem je tukaj naša ponudba. Brez tega, da bi se čakalo na volitve, lahko vsaka stranka v Sloveniji na svojem kongresu ali na svetu spremeni statut. Predlagamo, da vse parlamentarne stranke ali pa vse stranke, ki bodo kandidirale na letošnjih volitvah, uvedejo v svojih statutih nezdružljivost političnih funkcij v stranki z funkcijami v gospodarstvu. To je možno, vsi bodo imeli sestanke svojih organov do volitev. Na tej točki se bo tehtalo, ali so to resne obljube, ali so to prazne besede. Ker ta ukrep ni enostaven. Tudi pri nas ni bil. Bilo je kar nekaj razprav, debat, argumentacije za in proti, prej smo sprejeli to odločitev, vendar se je izkazala za pravilno. In tistim, ki govorijo, da bodo to šele storili, še enkrat ponavljamo, ni treba čakati do volitev. Naredite to zdaj, o tem odloča vsaka stranka zase. In še eno točko bi rad izpostavil, ki je osrednja točka političnega programa stranke in ki potem preko različnih izvedbenih stavkov ali pa zavez vedno pride tudi v naše volilne programe. Ta srednja točka je boj za enake izhodiščne možnosti. Obe naši predhodnici sta nastali v času, ko je bila potreba po enakih izhodiščnih možnostih v življenju, v politiki, ko je šlo za vprašanje človekovih pravic, političnih svoboščin, ne na zadnje oziroma na prvem mestu, pa za možnosti vsakega posameznika, da se rodi v okolje, ki mu bo omogočalo primerljive možnosti za razvoj kot njegovemu sodržavljanu kjerkoli v državi. V tem bistvu, v tem stavku, v zavezi, ki je vse skozi ena od osrednjih točk našega političnega programa, se pravi zagotavljanje enakih izhodiščnih možnosti v Sloveniji, temelji nekaj 100 konkretnih zavez iz programa za prihodnost, iz programa, ki smo ga predstavili pred nekaj dnevi. Enake izhodiščne možnosti zahtevajo vrsto ukrepov, tudi takšnih, kot je recimo bolj enakomeren regionalni razvoj v Sloveniji, ki se blokira pospešeno v zadnjem času, ki se politizira. Če tega inštrumenta ne bo, to ne bo škoda za Slovensko demokratsko stranko, to ne bo škoda za vlado, to bo škoda za tistega, ki se rodi nekje na Brkinih, na Kozjanskem, na Goričkem in ki je že ob rojstvu na nek način
v bistveno slabšem položaju, kot pa tisti, ki se rodi 10 metrov od fakultete ali od srednje šole. In če tem ljudem odrekamo te inštrumente, potem gre za neposreden napad na to najpomembnejšo točko, po mojem mnenju, vsakega političnega programa v demokratični državi. Na začetku sem dejal, da je bilo leto, ki je minilo, še posebej pa zadnjih 6 mesecev, za nas vse skupaj izjemno pomembno, pa tudi izjemno naporno, da je pred nami 10 tednov, ki so tudi zelo pomembni. Temu želim dodati, da se bomo naslednjič srečali v 10-krat večjem številu, ko bomo organizirali srečanje tudi za članstvo stranke avgusta. Takrat nas bo 10-krat ali 15-krat več. To je naša skupna zaveza. Takrat se bodo predstavili tudi kandidati in kandidatke Slovenske demokratske stranke za letošnje volitve. In takrat mislim, da bomo dodatno potrdili naše zaveze iz programa za prihodnost. Za vse napore, ki ste jih vložili v zadnjem letu za to, da je stranka tudi v teh razmerah uspešno stopala čez ovire, plula čez čeri raznih nevarnosti in v tem času tudi rasla naprej, se iskreno zahvaljujem. Veliko dela je v rezultatih, ki so tako ali drugače odmevali, pa vsi, ki ste k tem rezultatom ali pa k temu delu prispevali, niste bili vidni. Naj bo seveda tudi ta moja zahvala neko skromno zadoščenje za vas. Kot rečeno, predlagam tudi našim današnjim gostiteljem iz Postojne, da se vključijo v organizacijo našega festivala sredi avgusta, da zagotovijo tako lepo, pa ne preveč vroče vreme, da razširijo ta duh, ki je prispeval k temu, da nad Postojno vihra slovenska zastava, in kar se nas vseh skupaj tukaj tiče, pa da se vsi potrudimo, da nas bo tam veliko in da bomo od tistega dne trdno, enotno in neomajno korakali k ustvarjanju pogojev, s katerimi bomo zagotovili vse za uresničevanje našega programa. Letošnje leto je tudi leto zelo pomembne in visoke obletnice, leto 500-letnice rojstva Primoža Trubarja. Primož Trubar je pred 500 leti zapisal stavek, ki je verjetno največkrat citiran: stati in obstati. Slovenska demokratska stranka je to Trubarjevo geslo in reklo uspešno uresničevala v zadnjih 20 letih. Uresničevali ga bomo še naprej, skupaj rasli bomo, krepili se bomo in zmagali bomo. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku Slovenske demokratske stranke in predsedniku Vlade Republike Slovenije, gospodu Janezu Janši.